Neka mačeha je imela pastorka, ni ga marala in mu je kar naprej nalagala težka in pretežka dela, da se je potem lahko jezila nanj. Nekega dne ga je nagnala z rešetom po vodo. Fant je šel, sklonil se je k studencu in zajel. Namesto vode pa je v rešetu ostala le drobna zlata ribica. Dobro, si je mislil, pa to odnese mačehi. Mogoče ji bo prav, mogoče bo zdaj zadovoljna. Že se je obrnil proti domu, takrat pa je zlata ribica spregovorila s človeškim glasom. Spusti me, mladenič, saj veš, da na suhem umrem. Tudi tebi ne bi bilo dobro, če bi te kdo pahnil v vodo in bi utonil. Bogato te poplačam. Kar boš v mojem imenu prosil, vse ti bo dano. Fant je bil dobrega srca, res jo je vrgel nazaj v vodo, potem pa preizkusil, če je govorila resnico. Zlata ribica, da bi rešeto vodo držalo, je rekel in zajel. In glej, rešeto je res držalo vodo. Šel je domov, odložil rešeto z vodo na klop in legel na peč. Mačeha je kar zazijala. Voda, je rekla. V rešetu voda, kako je to mogoče? Da nisi ti morda čarovnik? Zdaj se je zatrdno odločila, da se ga znebi. Pojdi v gost, je rekla, in najdi debelo bukev, posekaj jo, potem pa kar celo privleci domov. Tako bomo lahko delali drva, kadarkoli se nam bo zahotelo. Si slišal? Brez bukve me ne hodi več nazaj. In fant je vzel sekiro in se odpravil v gost. Našel je debelo bukev, stopil stran in rekel le. Zlata ribica, da bi ta bukev padla. Res je padla. Sedel je nanjo in rekel. Zlata ribica, da bi ta bukev sama šla domov. In že je šla. Pot pa je vodila mimo gradu in ravno takrat je pri grajskem oknu stala mlada grofična. Zagledala je našega pastorka in bukev, ki ga nese. Hej, kako veselo se je zasmejala. Glejte ga, čudaka, je rekla. Namesto, da bi on nesel bukev, pa bukev nese njega. Je to čarovnik ali kaj? Čarovnik, tudi prav, si je mislil pastorek. Sitno mu je bilo, da se mu grofična smeje. Hkrati pa mu je bilo tudi malo všeč. Zato je rekel. Zlata ribica, da bi grofična zanosila, in je šel svojo pot naprej. Prišel je domov in zdaj je bila mačeha prepričana, da je čarovnik. Nagnala ga je od hiše in ker ni vedel kam, je šel nazaj na grad. Ponudil se je za pastirja in vzeli so ga v službo. Čez čas je grofična rodila lepega fantička. Nihče ni vedel, kdo je njegov oče in stari graščak je bil v zadregi. Počakal je leto, 2, 3 in potem je na gradu priredil veliko gostijo. Povabil je viteze od blizu in daleč, veliko se jih je nabralo in bili so prav dobre volje. Sredi gostije pa je stari graščak vstal in oznanil. Poglejte, to je moja hči in to je njen otrok. Kdo je oče, pa ne vemo. Ampak malček bo že uganil. Tisti, kateremu bo podal zlato jabolko, tisti je njegov oče. In je dal otroku zlato jabolko v roke. Zlato jabolko naj pove resnico. Marsikateri mladenič si je želel, da bi ga dobil, kajti grofična je bila lepa in bistra, hiša pa zelo bogata. A fantiček ga ni hotel dati nikomur. Le okrog je gledal in ga ni izpustil iz rok. O vsem tem pa je slišal tudi naš pastorek, grajski pastir. Šel je v dvorano, kot da išče gospodarja, in čim se je prikazal, že mu je fantič pritekel naproti. Dal mu je zlato jabolko in graščak je bil čisto iz sebe. To ni mogoče, je rekel. Ne verjamem, da si pravi. Ne in ne. Veš, kdaj bom verjel?
ko boš ti prej vrečo orehov preštel, kakor jaz pečeno kokoš razrezal. Potem pa kar, je rekel pastir, le dajva, prinesite orehe in kokoš. V dvorano so prinesli veliko vrečo orehov, na pladnju pa še pečeno kokoš. Graščak je bil prepričan, da bo fanta zlahka ugnal. Obiral se je in gledal naokrog, fant pa je stopil k orehom, na hitro jih je premetaval in govoril: Zlata ribica, še ta 2 oreha. Zlata ribica, še ta 2 oreha. Preden se je gospod sploh lotil, je imel vse orehe preštete. Graščak je bil tako hud, da fanta niti pogledati ni hotel več. Dovolj je sramote. V jezi je ukazal, naj pastirja, hčer in otroka zaprejo v sod in vržejo v vodo. Naj jih odnese, dovolj je težav. Tako so jih res zaprli in vrgli v reko. Grofična je jokala, bala se je gotove smrti in tudi otročiček je jokal na vso moč. Pastir pa ju je tolažil in miril. Ne bojta se, nič hudega se nam ne bo zgodilo. Naj nas sod odnese, le še malo, pa bomo na varnem. Počakal je, da so priplavali dovolj daleč, potem pa rekel: Zlata ribica, naj skoči sod na suho in naj se raztrešči. In res, že so bili na suhem in že je stal pred njimi krasen grad. Vrata so bila na stežaj odprta in ko so stopili van, so jih od vseh strani pozdravljali. Dobrodošel, naš gospod, dobrodošla naša gospa, dobrodošli, dobrodošli. Tako se jim je vse na dobro obrnilo. Našli so svoj dom in so v njem živeli srečno in zadovoljno. Nič jim ni manjkalo in radi so se imeli. Kaj se je zgodilo staremu Graščaku, pa ne vem.